Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil so hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so in se čudili in govorili: "Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku?" Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali, kaj naj to pomeni. Nekateri pa so se norčevali in govorili: "Sladkega vina so se napili." Tedaj je vstal Peter z 11, povzdignil glas in jih nagovoril: "Prisluhnite mojim besedam. Ti ljudje niso pijani, kakor vi mislite, saj je šele 3. dnevna ura, temveč izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joelu. V poslednjih dneh, govori Bog, bom razlil svojega duha čez vse ljudi." Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročil vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, saj ni bilo mogoče, da bi smrt imela oblast nad njim. Tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Vsak, kdor bo klical njegovo ime, bo rešen. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: "Bratje, kaj naj storimo?" Peter pa jim je odgovoril: "Spreobrnite se, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha." Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti, in tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamen. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje.